smo tudi ekipa v Normandiji na dan D, 5 džipov slovenskih. Jaz sem tukaj domačin, sam ne živim tukaj v Ljubljani in pač mi se bom s tem ukvarjam tudi z oldtimerji. In zdaj pa tudi smo, kaj pa vem, malo smo se tudi, imamo v Ljubljani enega lekovnika, ki smo to mačkam te partizanske obleke, prav partizanskih ni, ki so bili, takrat so bili ljudje, veste, kakšni so bili. To je obleka mojih staršev, mojih prednikov, ki so se borili 45. leta za osvoboditev Slovenije. Zdaj so bile bolj majhne obleke, zdaj smo pa mi mačkam bolj rejeni, pa to ne. Tudi ni jih, so bile pa ta zadnje partizanske obleke, so pa v glavnem bile angleške obleke, ki so Angleži kot pomoč dali. Jošk. Ljudem mačkam damo, mladem, pač zdaj so, veste, kako je zdaj mačkam, da so naši malo hoče to zgodovino spremeniti, ne? Mislim svetovno, ne našo, ne? Pri nas ne morajo, ne? Pač, kdor je sodeloval z okupatorjem, je pač zame izdajalec, ne? Drugi avgust je bil nedelja, ko so tam, ko smo mi stanovali, na sosednjih stavbi tudi spali, to pravi partizani. En del tega dolenjskega odreda. In ko so zjutraj Italijani prišli, mama je rekla, bila prijatelji tukaj, je rekel, kje so partizani, za partizani pa je rekla, pa jaz ne vem, kje so, ne. In ko so tam okoli te vele hodili, je izvila dol padla bomba, ki je vrgel en partizan, kateri potem tudi bil mrtev, ustreljen. Tukaj domačin je bil, mlad fant je bil. Če to zdaj malo pogledamo, to je bila edina tukaj velika zidanica, to je bila od trgovca, Pariato se je pisal, in to je bilo pa vse majhno. To je bilo vse brez tega, to je bilo vse zidance, majhne. Tukaj je bila tudi zidanca, pa je tudi takrat zagorela, pa ona tudi, ona pa ni zagorela. Zagorela je pa 42 poslopij. Hkrati, isto jutro. In partizani so tukaj gor na vrh, trije so stanovali, na tej izdaji so pa, potem je vrgel dol bombo, 3 Italijane tukaj s to bombo v bom. In so se maščevali, da so okrog 30 vaščanov tukaj odpeljali, nekaj so jih takoj postrelili, tukaj, to so pač nedolžni ljudje, padli. Ko je že gorela, hiša je že strop padal dol, so še očeta hoteli izleči ven, pa ga niso mogli, ki se jim je upiral, ne. Tako da je nazadnje en vojak s kopitom puške udaril ga po glavu, pa je pa v nezavest na tla. Je mu na levi stran takoli hčerko, sestro mojo, pa na desni mamo, mojo mamo, ne, so se takoli držali. In so pa takoli na zobe, na tla. In tako je on v nezavesten tudi obležal, ne. Pa pride čez 2-3 minute, komandant ga je pa s puško zad v hrbet 2krat ustrelil. On se ni nič zganil, ker je bil že tak dejansko nezavesten in mrtev.
A vidite na tistem hribčku 4 betonske bloke? To je bila meja med Italijo in Nemčijo. To je bila tako zvana slovensko, ko se reče, opazovalnica. Po jugoslovansko se reče posmatračnica. Ne? In to je prav meja. Testo 4 so takrat od leta 42 tam gor stojejo. 3 kilometre je bila meja in so Nemci, vse Slovenci izselili v Nemčijo, cel pas, vse in so bili nemške kočevarje so naselili na ta področje. Pa v Sloveniji so pas naredili, med Nemčijo pa med Italijo. Slovence pa vse vlagare pa vse odselili. Komplet. In to je bilo pa še 5 metrov lesen stolp gor je bil in tam je stražar stal. In naslednja je bila tako, da je ta vedel do naslednje in tako naprej. Tako je bila cela razmejitvena meja, kamni še marsikje še stojejo, bodeča žeca je bila, mine. So bili prišli domov 45 leta, niso imeli nič. No, veste, kaj prideš, ista hiša tle ni bilo, to je danes vse novo, to je mene stare. To je bilo požgano 2.8.1942, obnovljeno pa 1948. Prvič, takrat je še stavata obnovo, ne? Ja, to je še, ja. Po poljmi 97. Med vojno je bil glavni, največji človek v Sloveniji. Je bil komandant slovenske vojske Rozman Stane, Franc Rozman Stane. Pojavljali so se mitingi, oziroma mitingi, ne toliko, razne sestanki z določenimi ljudi, ne vsi, ker vsi niso bili varni tam, jih sprijeti. In tako smo se takrat potem leta 1944, približno v sredi leta, odločili preko teh aktivistov, da smo šli 3 skupaj, 3 sosedi v partizane in to prostovoljno. Tudi prej se šel v partizane, niti, ko si rekel, so bili določeni terenci. Pa določeni terenci, ja. Tako da pa to gibanje je takrat bilo, po mojem, zelo dobro organizirano. Nemci so razpisovali nagrade. Če bo kdo izdal to pa to, dobi toliko nemških mark. In marsikoga so te marke primamile. Pošta se je nosila od javke do javke. Ne? To so bile partizanska, se je rekla, do tam se je nesla pošto, od tam naprej je pa druga nesla. Ne? Takole se je tale časopis smo dobivali, ne? In iz tega smo zvedli, kaj in koga je. Kaj je Tito, kaj ima v planu. Bohor šumi, preko Bohorja zaoril je klic po svobodi. Sem od Bohorja že vstajajo novi narodi. Bohor je spal, Bohor žari, Bohor šumi, le naprej od Redkozjanski, le naprej od zmag do zmag. Samo preko trupel nemških naš svobodni gre korak. Če recimo braniš tle gor, če prodirajo, pa moraš vsak zaklon zavzeti, ne? Ne, se moraš... Ne, tu gor, če gremo. Kam? Ja, če napadne. Če gremo dol. leta pa vemo, se je pa to zaključilo. Zmaga je bila naša. Ja, zdaj, če je prav ali pa ne. Ja, zmagali smo, ne?
država, ki smo bili prej ena, Jugoslavija, je pač bil si pojav kot okupator in je hotel to ne vem, kako bi rekel. Slovenija tako kot je bila, bi je ne bi bilo pa več, ne. No, mi smo se takrat pa že postavili po robu ta prav cajt in smo uspeli se osamosvojiti in taki smo danes, kakršni smo. Če je prav ali pa ne, ampak jaz mislim, da je zmeraj biti bolj doma, kot pa kje drugje.